Stojan Auer, predsednik Liste za pravičnost in razvoj, takoj uvodoma opozoril na nekatere dogodke iz preteklosti, saj že sam pogled v delniške knjige Pivovarne Laško jasno kaže, da se je le-ta osamosvojila na božični večer leta 2002 o pomoči nove KBM. Očitno z vednostjo vodstva banke, ki pa je še zmeraj isto. Torej, v Listi za pravičnost in razvoj se upravičeno bojimo, da bodo ljudje še enkrat izigrani. Zakaj še enkrat? Poglejmo najprej zgodbo iz preteklosti. Daljnega leta 1994, kot se vsi spomnimo, so ljudje začeli vlagati svoje certifikate v Mariboru, predvsem v okolici Maribora in nasploh na Štajerskem, so nastajali skladi, v katere so se stekali torej lastniški certifikati, in ti skladi so se zanimivo imenovali po nekaterih znamenitih turističnih značilnostih tukaj doma. Med drugim tudi sklad kot Areh pa Stolp. No in leta 1997, torej 3 leta kasneje, so se vsi ti združili v enega samega z enim takšnim plemenitim imenom Infond Zlat. Infond Zlat ni bil samo ena od številnih pooblaščenih investicijskih družb ali PID-ov. Bil je največja takšna družba v naši državi. Tako je leta 2001 njegov kapital znašal kar 69 milijard dolarjev, kar je nekaj manj kot današnjih 300 milijonov evrov. In že takrat je ta kapital upravljala nova KBM. Zaradi zakonskih predpisov se je moral Zlati PID leta 2002 razcepiti na 3 družbe. In sicer z imeni PID ali pooblaščena investicijska družba, IT investicijska družba in pa holding. Družbe so se razcepile v razmerju 1:1:2, tako da je največji del nekdanjega Zlatega PID-a prešlo v družbo Infond Holding. No, ob razcepu je bila nova KBM ponovno največji lastnik ali upravljalec 3 na novo nastalih podjetij. In tako je dejanski nadzor nad vsemi temi milijardami slovenskih podjetij in pa na koncu koncev tranzicije bilo torej pod čistim in dejanskim nadzorom ljudi iz nove KBM. Od recimo deležev v časopisih Večer, Primorskih novic, do tistih v Delu prodaji ali pa celo v Pivovarni Unijo. No in potem se leta 2002 zanimivo pojavi ime Pivovarne Laško. Kaj se je pravzaprav v resnici dogajalo, bo najverjetneje seveda vedela predvsem uprava nove KBM. Prav gotovo pa sedanji predsednik uprave nove KBM, gospod Matjaž Kovačič, ki je leta 2002 kot predstavnik največjega lastnika, torej banke, prevzel vodenje nadzornega sveta Infond Holdinga. Tistega holdinga, torej, ki je pod njegovim nadzorom na to prešel v nadzor Laške pivovarne. Po našem mnenju je prevzem Infond Holdinga bil izjemno poceni. Torej, če se še enkrat spomnimo, lastništvo je bilo zelo razpršeno, več kot 100 000 vlagateljev certifikatov, zato jasno Pivovarni Laško ni bilo potrebno kupiti 50% plus eno delnico za torej njeno upravljanje, dovolj je bilo že 18%. Za povrh vsemu temu, seveda bistvo tega, o čemer govorimo, pa se prejšnji lastnik, torej nova KBM, ni postavil po robu, ampak je po naši oceni celo sodeloval in takšnemu napadalcu, če govorimo seveda v podjetniškem žargonu, pri nakupu teh delnic celo pomagal. Če bi nova KBM tedaj za svojo lastnino, za družinsko srebrnino in za lastnino seveda več kot 100 000 ljudi, ki so zaupali banki, ravnala gospodarno, bi najverjetneje po vseh normativih sama kupovala delnice še naprej, morda jih celo ponudila sestrski družbi Novi Ljubljanski banki, oziroma sestrski banki, Novi Ljubljanski banki torej. Toda očitno je tu šlo za drugačen in že vnaprej dogovorjen posel. V tistem času je finančno ministrstvo vodil Anton Rop, ki zdaj zatrjuje, da se vlada s temi vprašanji ni ukvarjala. Kot je povedal, so morali zaupati, da pristojni organi, inštitucije, nadzorni sveti delujejo v najboljši veri. Ali je bilo to optimalno z vidika države, Rop ne ve. Na pamet pa ne more govoriti. Na to morajo odgovoriti tisti, je še povedal, ki so bili za to odgovorni, predvsem nova KBM in njeno vodstvo.